je predlog zakona s čisto tehnične, pravne in tehnične plati neverjetno slab izdelek. Torej, izdelek, za katerega smo sicer navajeni že pri tem ministrstvu, da praktično ni izdelka niti resolucije, niti zakona, ki pride iz njihovih rok, da bi lahko šel skozi obravnavo v Državnem zboru brez popravljanja skoraj vsakega člena. Tukaj recimo je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora imela pripombe na vse člene razen na drugega in tretjega, tako ja. Torej, moram reči, da pri tako kratkem zakonu biti sposoben vse člene razen dveh skvariti tako, da so neuporabni, da so locirane teksti, ki se nanašajo celo na uresničitev odločbe Ustavnega sodišča, da so locirani na popolnoma napačnih mestih. Recimo, pravice študentov, ki so vpisali drugo stopnjo bolonjskega študija po končani univerzitetni stopnji, locirati v prehodne določbe je naravnost smešno. Še jaz, ki sem biologinja, ne pravnica, vem, da se česa takega pač ne dela, ker so prehodne določbe namenjene za to, da se definira začetek uveljavitve, tehnične zadeve in tako naprej, o členih, ki so predhodno pač v rednem delu zakona uvedeni. Zaradi tega moram reči, da smo takoj na začetku povedati, da smo podprli oziroma so podpisali predlog liberalne demokracije, da naj Državni zbor odloči o sklepu kolegija predsednika Državnega zbora, da ta zakon obravnavamo, zakon o visokem šolstvu, obravnavamo po nujnem postopku. Se pravi, da predlagamo, da se zakon ne obravnava po nujnem postopku, ampak po rednem postopku. To bomo pač odločili na seji Državnega zbora, medtem ko bomo na seji odbora verjetno najprej odločili o predlogu, mislim, da je zares vložila predlog, da zakona na seji odbora ne obravnavamo, ker pač ni zrel za normalno obravnavo. Če bi bilo tehnično možno po poslovniku, bi seveda predlagali vladi, da zakon vzame nazaj in ga popravljenega, spodobno pripravljenega in urejenega tudi da v obravnavo.